Ko govorimo o tem, zakaj je bil Charlie Kirk umorjen, obstaja en razlog, ki je verjetno najbolj verjeten vzrok za njegovo smrt. In žal so ga iz našega pogleda v bistvu odstranili ljudje, kot je narcisoidna Candace Owens, ki se je odločila, da bo vse to obrnila nase. Smrt Charlieja zdaj ne gre več za to, zakaj je bil Charlie umorjen, ampak o tem, kako lahko Candace Owens zasluži več denarja z oglasi. In to je samo po sebi sramota. Ampak mi, The Pushback, ne bomo pozabili stvari, za katere se je zavzemal Charlie Kirk in se bomo spomnili glavnih razlogov, zakaj so ga ljudje sovražili in ga morda celo želeli odstraniti. In začeli bomo s tem videoposnetkom, ker mislim, da mu ta najbolj naredi pravico. Si kristjanka in mislim, da so moje skrbi povezane z islamofobijo. Si musliman? Da sem. Kateri model je po vašem mnenju najboljši za muslimansko državo? Mislim, da ja. Ali vam je všeč, da se vam ni treba pokrivati v javnosti? Ja, mislim, da ja. Torej, ti islam ni preveč všeč, kaj ne? Ker bi v večini islamskih držav morala biti v javnosti popolnoma zakrita. To ni pošteno reči. Kot ženska se v središču Rijada na ulicah dobesedno ne bi mogla obleči tako. To je preveč izzivalno, preveč gole kože. Ti, kot ženska, nimaš svobode govora. Ne moreš kandidirati za javne funkcije. Ne moreš imeti lastnine. Islam je proti zahodnim vrednotam. Ni združljiv z zahodnimi vrednotami. In mi na Zahodu dejansko mislimo, da bi morala imeti pravice, ki jih imaš zdaj, da lahko govoriš in se lahko pokažeš, veš toliko kože kot tukaj. In veš, da lahko imaš srečno življenje. Si kristjanka? To je video, ki ima milijone in milijone ogledov. Toda ljudje pogosto pozabijo, da je v dneh pred smrtjo Charlieja Kirka javno govoril proti ničemur drugemu kot proti grožnji islama. Ja. Govoril je o tem, kako nezdružljiv je islam z Zahodom, kako je nezdružljiv z Zahodom, in to je bilo eno glavnih sporočil, ki jih je poudaril tik preden je bil umorjen. In ne, nisem teoretik zarote glede Candace, vendar mislim, da imamo dolžnost, da si vsaj zastavimo vprašanje o tem. In če si ne bomo zastavljali vprašanj o tem, da se vsaj spomnimo stvari, za katere se je boril in s katerimi je skušal opomniti zahodno družbo. Zato si oglejmo ta posnetek, v katerem govori o tem dobesedno nekaj dni, preden je bil umorjen. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Amir K., vaš voditelj. Kmalu bomo imeli zelo razburljivo objavo, zato se prepričajte, da ste naročeni, da vklopite obvestila, delite, komentirate in navijate, da ostanete z nami, zdaj ste del gibanja. Gibanja, ki se opira stvarem, ki skušajo uničiti našo zahodno družbo, ki jo tako zelo cenimo. Smo na misiji in ne bomo odnehali. Dobrodošli. Zelo smo veseli, da ste tukaj. Če želite sponzorirati našo oddajo, nam pišite na info@amirak.com. Poglejmo si nekaj stvari, ki jih je Charlie Kirk povedal tik preden je bil umorjen. Ponovim, 3 dni preden je bil umorjen, si oglejmo ta posnetek. Duhovni boj prihaja na Zahod. In sovražniki so volkizem oziroma marksizem, ki se združuje z islamizmom, da bi napadli tisto, kar imenujemo ameriški način življenja. In ameriški način življenja je zelo preprost. Želim se poročiti, kupiti hišo, imeti otroke, jim dovoliti, da se vozijo s kolesom do sončnega zahoda, jih poslati v dobro šolo, živeti v soseski z nizko stopnjo kriminala. Nočem, da bi mojega otroka v šoli učili teh lezbičnih, gejovskih in transspolnih bedarij. Hkrati pa tudi nočem, da bi morali poslušati muslimanski klic k molitvi 5-krat na dan. To je pomembno. Želimo ameriški način življenja, ki je mimogrede krščanski svet. Kristjani, naša žrtev, naš trud, naša vizija, vse to, kar izhaja iz Svetega pisma, je dala. Dobesedno v tem posnetku govori o stvari, v kateri ves čas govorimo ne le o islamski grožnji, ampak o prebujeni marksistični, socialistični grožnji, ki so se združile, da bi poskušale uničiti zahodno družbo. In to je tisto, za kar je trdil, da je največja grožnja. Zdaj, vemo, da je oseba, ki ga je verjetno ubila, Tyler Robinson, ki je to storil za transspolne pravice, proti prebujeni, ekstremistični, marksistični, nori ideologiji, ki poskuša ustvariti kaos. Ampak ti dve stvari sta šli z roko v roki. In on je o tem javno govoril. Spomnite se, ta video je bil posnet 3 dni preden je bil ubit in vendar to nekako ni glavna stvar, na katero se ljudje želijo osredotočiti. Ker seveda za Candace Owens, če bi poskušala napasti nore marksiste in radikalne islamiste, bi izgubila ne samo večino svoje občinstva, ki je noro, ampak tudi vse posameznike z nizkim IQ-jem, ki so nasedli temu. In ona ne more prepričati ljudi z nizkim IQ-jem. Ne, oprostite. Ona ne more prepričati ljudi z visokim IQ-jem o svojih neumnostih. Tako da ne more. Seveda tega ne more uporabiti kot
veljaven razlog ali vzrok, zakaj bi si ljudje želeli, da ga odstranijo. Kljub temu, da vemo, da so marksisti in islamisti eni najbolj nevarnih, nasilnih ljudi tam zunaj. Ampak seveda, zakaj bi to bil razlog za to, kar se mu je zgodilo in zakaj so ga želeli odstraniti? Zdaj, ko je tako samozavestno govoril o islamizaciji in fantje, samo za informacijo, to je en posnetek, ampak javno je govoril o tem je govoril veliko. Mislim, tukaj je njegov tweet. Islam je meč, ki ga levica uporablja, da prereže grlo Ameriki. To je kar močna izjava. In tukaj spet nekaj več posnetkov. Vedno več in več posnetkov, kjer o tem govori. Če bo naše največje mesto kmalu padlo v roke islamskemu županu, bi se morali ustaviti in premisliti. 24 let po 11. septembru. In res je, Mamdani je zmagal. Mamdani je zmagal in o tem je govoril in vsi so na to preprosto pozabili. In morali bi si zastaviti vprašanje, zakaj smo poslali vse te 100 tisoče mladih moških in žensk, da bi se borili v Iraku in Afganistanu, samo zato, da bi ta ideologija prišla v največje mesto Združenih držav Amerike, New York. Od zgoraj navzdol moramo razumeti, da gre pri tej parazitski ideologiji za osvajanje brez enega samega izstreljenega strela. To se ne izvaja s tanki ali minometnimi granatami ali z droni. Osvaja se prek porodnišnic. Osvaja se v porodni sobi. Masovna proizvodnja novih otrok, ki prihajajo prek množičnih migracij. In morda boste rekli, Charlie, pretiravaš. Minneapolis bo kmalu dobil muslimanskega župana. Tako boste kmalu imeli Minneapolis in kmalu boste imeli New York City. Ali mislite, da so se Ilhan Omar, Rashida Tlaib ali Zoran Mamdani asimilirali v ameriško družbo? Če smo del Združenih držav Amerike, bi nas moralo skrbeti, ko je naše največje mesto tik pred tem, da pade pod takšno ideologijo. In islam ni združljiv z zahodno civilizacijo. Islam je v nasprotju z vsemi svoboščinami, ki jih uživamo. Kaj, Charlie? Ja. In mimogrede, seveda, tukaj imamo preverjanje dejstev. Kirk tukaj pravi, da je muslimanski načrt priti v Ameriko z množičnimi migracijami, nato imeti veliko otrok nas prerasti, kandidirati za politične funkcije, jih osvojiti in nato spremeniti naše zakone v šeriatsko pravo. In točno to počnejo. To vidimo. Eno od vprašanj, ki jih morda imate, je, kako velik je ta problem? Koliko rojstev imajo bele družine v primerjavi z muslimanskimi družinami? Primerjajmo torej rojstva belcev v Ameriki z rojstvi muslimanov po svetu, ker muslimani po svetu množično migrirajo v Ameriko. Poglejmo si torej tukaj. Pravzaprav je zelo grozljivo. V Združenih državah je približno 8 milijonov belih rojstev na leto. Zdaj pa poglejte število muslimanskih rojstev po svetu. 3 milijone. Torej 1,78 milijona v letu 2024 proti 3 milijonom na leto. Mislim, da lahko rečemo, da Charlie ni imel narobe. In to, kar nam je poskušal povedati, je bilo morda celo natančno. Zdaj, ne govori samo o Ameriki, govori o državah po vsem svetu, kot vidimo v Evropi. Upam, da boste spet našli svojo energijo. To je bila nekoč velika država. Rad bi jo spet videl veliko. Vi ste le še senca tega, kar ste bili. Vi lahko se smejite in posmehujete, kolikor hočete, ampak država, ki je razcepila atom, izumila parni stroj, odpravila suženjstvo in prinesla precedenčno pravo svetu, lahko naredi veliko več kot to. In vi ste. Vaš obstoj je pripeljal do našega obstoja. In karkoli že lahko storim, upam, da bo ta država našla voditelja ali skupino voditeljev. Nisem tukaj, da bi vam dajal politične nasvete. Sovražim, ko tujci to počnejo Američanom. Vi lahko naredite, kar želite. Ampak imam željo, da se zdi, kot da svetu nekaj manjka. Zdi se, kot da nekaj manjka, ko Velika Britanija ali Anglija ali karkoli že, moram politično korektno reči, ker verjetno Anglija, zdaj ne smem več izobesiti angleško zastavo. Karkoli že je ta neumnost. Bodite ponosni na svojo dediščino. Veliko ste naredili za svet. Ne upravičujte se več. Povrnite si energijo, povrnite si življenjsko moč. Pridobite tisto, kar je naredilo Anglijo in Veliko Britanijo za tako izjemen kraj. Upam, da boste to dobili nazaj. In upam, da boste zavrnili labodji spev multikulturalizma in se vrnili k osnovni resnici, da močna Britanija pomeni močan svet in s tem močan Zahod. Tako lahko branimo tisto, kar je dobro, resnično in lepo. Mislim, seveda islamisti to sovražijo, ker jim niso všeč ljudje, ki so tako samozavestni in prepričani pri zagovarjanju svojih vrednot, ter vedo, zakaj stojijo. In močna Britanija je seveda krščanska Britanija. To pa je v nasprotju z islamističnim prepričanjem o tem, kaj se dogaja. Mislim, resnično neverjetno se mi zdi. To je intervju, prav? Še enkrat, nekaj mesecev preden je bil ubit. Poglejte tole. Vprašanje je, ali je makroislam združljiv z zahodnimi vrednotami? Makro.
Seveda ni. Obstajajo trije glavni razlogi, zakaj. Islam ne verjame v svobodo govora, islam ne verjame v svobodo veroizpovedi in islam ne verjame v ločitev mošeje od države. Te tri stvari so v nasprotju z Zahodom. V državi z muslimansko večino, v večini držav z muslimansko večino ne moreš kritizirati preroka Mohameda. V večini držav z muslimansko večino nimaš enake močne zaščite svobode veroizpovedi. In nazadnje, medtem ko smo mi na Zahodu zelo previdni, da vere in države ne mešamo, njim je ukazano, da dejansko vstopijo v državni aparat in ga poskušajo spremeniti, da bo bolj islamska okoli temeljnih stebrov islama. In zadnja stvar, ki jo bom povedal, je: ne vidim niti ene zahodne države, ki bi postala bolj islamska in bi postala boljši kraj za življenje, ki bi bila srečnejša ali bolj svobodna. Po katerem merilu? Samo sreča, kakovost življenja? Vse. Od kakovosti življenja, od kulturne kohezije, od tega, ali ljudje želijo tam živeti. Mislim, pred stopnjami rodnosti med domačini. Spet bodo ljudje, ki to gledajo, rekli: ali kritiziraš samo vero ali tudi muslimane? Obstajajo britanski skrajneži, ki so bili rojeni tukaj. Vem, da morate, ker ste Britanci in vse to. Kultura preneha obstajati, ko nimaš enotnega jezika. Ko ne moreš govoriti s svojim sosedom. Ne zanikam, da obstajajo dobri posamezni muslimani. Vprašanje, s katerim se moramo soočiti na Zahodu, je: ali je mohamedanstvo združljivo z nauki Blackstona? Je združljivo z dediščino Wilberforca in vseh velikih mislecev, ki so prišli iz te države? In rekel bom, obstaja razlog, zakaj v teh islamskih državah ne boste videli enake zaščite pravic, da ne verjamete v univerzalno človeško enakost, da ne verjamete v iste stvari, v katere verjamemo na Zahodu. In mislim, da je samomorilsko uvažati milijone njih. Ja, John, samo nasprotno mnenje glede tega. Večinoma, kolikor sem jaz prepričan, to sploh ni multikulturno. Ker je bil primer, pred nekaj meseci je bil primer v neki šoli. Tako je, v redu, lahko gremo v to bolj poglobljeno. Oni govorijo o tem, delijo svoje mnenje, opominjajo ljudi, da morajo ostati močni in zaščititi stvari, ki jih zagovarjajo, hkrati pa znati prepoznati, kaj prihaja kot grožnja. In seveda, da obstajajo tudi posamezni prijazni ljudje. Tega nihče ne zanika, nihče ne misli tako, ampak če pogledaš, ideologije ne delujejo in to je nevarno za družbo. In sama se sprašujem, kdo so tisti, ki imajo moč in so o tem odločili. Ali ne bi smelo biti to izpostavljeno kot eden od vzrokov in razlogov, zakaj je bil Charlie Kirk dobesedno umorjen pred milijoni ljudi, da je ves svet to videl? Zakaj to ni bilo v ospredju? Sprašujem se, mogoče jih je bilo prav tega strah. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.